Dragi prijatelji svetopisemskega maratona, lepo pozdravljeni na 14. svetopisemskem maratonu. Letos nosi naslov Glej, vse delam novo. Beseda maraton nakazuje, da gre za vztrajno branje svetega pisma in to kar cel teden. Svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev, v katerem smo predstavniki različnih cerkva in skupnosti. Naš pobudnik pa je Svetopisemska družba Slovenije že vse od leta 2008 in se trudi in spodbuja, da bi maraton vsako leto se še bolj razširil. Letos se veselimo največjega vseslovenskega online branja svetega pisma. Poleg branja vsak dan ob 20 ponujamo še zanimive spremljevalne dogodke. Danes organiziramo pogovor z gospodom Benjaminom Tomažičem in bratom Lukom o pornografiji in spolnosti. Pa še nekaj tehničnih navodil. Lepo prosim vse, da utišate mikrofone. To bi bilo res dobrodošlo. Potem pa lepo prosimo, da vžgete kamere, da ne bomo gledali samo v črne kvadratke. Pa še glede vprašanj. Lepo prosimo, če jih sproti vpišete v chat, nanje bomo pa odgovorili na koncu. Na koncu boste lahko tudi vprašali v živo, prižgali mikrofon in zastavili našim gostom vprašanje. Tako, pa še informacija, da je današnji večer sneman, tako da bo možno gledati si videoposnetek tudi kasneje. Zdaj pa pričnimo zares. Hvala za vašo udeležbo in hvala našemu dragemu gostu, da se je odzval na vabilo. Evo, čudovito. Hvala, Benjamin, z moje strani in vsem vam, ki ste se zbrali in opogumili, da nas spremljate. Kočljiva tema. Morda bi za začetek, preden začnemo, samo izročil to srečanje v Božje varstvo, Devici Mariji, z molitvijo, ki jo je blaženi Lojze Grozde vsak dan molil za čistost. Vsak dan. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me, kakor svoja last in posest. Amen. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Torej, z nami, kot rečeno, je Benjamin Tomažič, srečno poročen mož ene žene, oče 3 otrok, s službo, z redno službo, v gimnaziji Žemlji si profesor matematike in informatike, čeprav če je to pravilo, ali pa računalništvo, skratka. Tega, na česar se jaz ne zastopam tu. Ki pa te tu najbolj zadost. Pred 4 leti približno si ustanovil, sta z ženo, Mojca, ustanovila Inštitut Integrum, ki želi sodelavci podati v svet celostno in pozitivno sporočilo o telesnosti in spolnosti. Zakaj? Je kaj narobe s telesnostjo in spolnostjo? Je kaj narobe, oziroma, a mogoče mi ne dobivamo celostne slike o tem? Hvala za pozdravni nagovor, pa prvo izzivalno vprašanje že, Luka. Sem vesel, da sem lahko tukaj. No. Sem taka srečena vedno priložnost, da in samo reflektiram in skupaj z tistimi, ki pridejo, tudi iščemo eno celostno sporočilo dejansko. Zdaj, morda kar na tvoje vprašanje, lih nasprotno, ne da bi bilo s spolnostjo in telesnostjo kaj narobe, ampak tako veliko bogatstvo je to, da včasih vidimo samo en delček ali pa hrepenimo po nečem, kar je majhen košček, v bistvu ne znamo pa zajeti
odgovoriti za resna hrepenenja, ki jih nosimo v sebi na tem področju. Ne znamo te svoje moči, te svoje energije, želje usmeriti v tisto, za kar smo ustvarjeni, v tisto najboljše možno. No? In vse veste že, kako je Freud in ti veliki psihologi, zakaj so radili psihologi, ki so sami imeli s sabo probleme, najprej so morali razčistiti. Ne? In tako en delček tega je bilo tudi pri meni oziroma pri nama. No? Eno pot, ki sva prohodila na tem področju, je bila polna ran in pri meni prav z področja pornografije in zato potem, ko človek odkrije neko to sonce v platonovskem smislu, želiš to realnost, to podobo, to svetlobo deliti z drugimi. Prinašati tudi ta odrešenski pogled in možnost nekega svobodnega, bolj polnega, dejansko bolj celostnega življenja na tem področju. To je bil razlog, da smo se šla nekaj takega. To je bilo po rojstvu Samuela, prvorojenca. Na očetovskem dopustu se je rodila ta ideja. Super. In imate tudi druge sodelavce. Mogoče bi na koncu še o tem tudi spregovorila. O tem, kaj dajlaš, kaj konkretno dajlate tudi z inštitutom Integrum. Omenil se filozofe. In polno je znanosti, ki danes govori o seksualnosti, o pornografije in jo ne vidi kot problem, oziroma večina jo tudi uporabljajo po nekaterih državah v vzgojne namene. Kaj pa ima cerkev zapovedati ob tem? Zakaj, se rekel celostno, a ne da znanost že dost celostne slike o seksualnosti, o spolnosti, o pornografiji? Ja, zdaj morda je tukaj malo delikatno področje, ker tudi kaj je zadnjih znanstvenih raziskav, recimo protoameriško združenje psihoterapevtov, recimo, je v zadnji klasifikaciji tudi pornografijo umestilo kot problematično z področja zasvojenosti, recimo. Tako da tukaj prav z raziskovanjem področja možganov, delovanja in vplivanja na nje, je v bistvu šlo nekako po mojem mnenju tudi v to bolj celostno smer, kar se tiče pornografije. Ampak se mi zdi tisto jedro, zakaj, kar nosimo v cerkvi kot sporočilo, kot bogatstvo na tem področju, je pa tisto področje, ki ga v znanosti najpogosteje nekako se prezre oziroma se ga potisne na stranski tir ali pa se ga sploh ne priznava. To je to področje duhovnosti. To je, ne vem, področje, če po franklovsko rečemo, iskanja smisla. In tukaj se mi zdi tisto, kjer je ključno do razumevanja in tako na eni strani tako široke, ne samo razpoznavnosti, ampak uporabnosti ali pa zlorabe pornografije na eni strani in na drugi strani neko to močno privlačnost, ki jo čutimo v sebi in ki nas tudi na nek način vleče tudi v to smer pornografije, če seveda ne znamo se pravilno umestiti kam drugam. Zakaj pa se uporablja v istem stavku besedo privlačnost pa pornografija? Zato, ker dejstvo je, da nas privlači. Dejstvo je, se mi zdi, da ustvarjeni kot smo po Božji podobi, moški in ženske, je tukaj v naše telo zapisan ta privlačnost, to, kar je v bistvu nekaj najlepšega, ustvarjenega na tem svetu. Ne? In to se mi zdi, znajo uporabiti na neprimeren način, ampak praktično vsi, ki se ukvarjajo z oglaševanjem v filmski industriji ali pa kjerkoli drugod. Ne vem, če pogledamo kakšne reklame od motorne žage do interneta, tam lahko opazimo pomanjkljivo oblečena ženska telesa, ki nimajo nobene veze. Jaz nisem še videl ženske, ki bi v kopalkah z motorko žagala drva. Ampak dejansko je pač, in tukaj spet znanost nam pomaga razumeti, kaj se dogaja na fiziološkem nivoju. Pač, ko so gledali, koliko časa se zadržimo ob oglasih, če je oglas za isto stvar vseboval žensko telo, ki je namigovalo na neke
spolne vsebine, ali z oblinami, ali z obleko in tako naprej, se je moški povprečno 30% dlje časa zadržal ob tem oglasu. Ne samo moški, zanimivo je, tudi ženske se več časa zadržijo ob takih oglasih. Pri moških je po eni strani, bi rekli, razumljivo, nas privlači, v nas vzbudi to testosteronsko spolno slo in začnemo tudi lahko fantazirati, razmišljati karkoli. Pri ženskah je pa potem, ko smo malo razmišljali, pa gledali, verjetno v ozadju ta primerjava. To, kar je v bistvu danes tudi tako globoko neka rak rana, ker je naša edinstvenost, enkratnost zaradi vseh teh primerjanj in družabnih omrežij, ki to še spodbujajo s kakšnimi Instagrami, pa vseh oglasov, ki so v bistvu ne samo, da slikajo, fotografirajo tiste ženske dekleta, ki tako imenovano so najlepša, ampak ne, potem se jih še toliko zretušira, da dejansko tisto, kar pride ven, sploh ni več realno. Se pravi, primerjanje v sebi, ki ga nosi danes ena punca, ena ženska, je z nečim, kar sploh ni realno. In logična posledica tega je potem neko nezadovoljstvo, depresija, obup, če zdaj govorimo o teh skrajnih poteh, do katerih nas lahko pripelja, ki nam puščajo eno rano. In tukaj se mi zdi škoda, žalostno, da ne poznamo sporočila bogatstva cerkve oziroma svetega pisma v bistvu, ki nam govori o naših telesih, to, da smo ustvarjeni po Božji podobi in kot taki smo ustvarjeni popolni. Smo ustvarjeni na način, da lahko ljubimo, da se lahko izpolnimo celostno mišljeno. Tukaj ne mišljeno popolnost, kot da smo dosegli zadnjo stopnjo, ampak da smo dejansko celostni. In tukaj se mi zdi tista lepota, ne vem, moškosti, ženskosti, ki se zliva v eno in v tem, ko se zliva, je najbolj podobna Bogu, v nasprotju s tem, kar je v pornografski industriji, v oglaševalski industriji danes, ko v bistvu gre za ali neko zlorabo, objektivizacijo telesa, ali pa za neko primerjanje z nečim, kar sploh ne obstaja. Ja, cerkev in spolnost ne gre sta dostkrat, oziroma če že pridete v isti stavek, v isto poved, ni glih najbolj pozitivna. Kaj pa lahko cerkev in s tem posledično tudi Božja beseda povaj o spolnosti, o telesnosti, o človeku? Ja, ogromno. Za moje pojme nam lahko da odgovore na tista najgloblja hrepenenja, ki jih nosimo v sebi. No. Če recimo prvi stavek, ki mi pade sedaj na misel, ko govorimo prav o tem čistem pogledu, pa o tem, da prenavljamo, da Bog prenavlja prek nas, je, ko Jezus izreče pač tisti krut na prvi pogled, ne, stavek, če te oko pohujšuje, ga izderi. Ne, ven. In tukaj se mi zdi ta naš odnos po eni strani malo svetohlinski, ki ja, se ne misli to hudo ali pa to kresno, ampak po drugi strani pa se res vprašamo, če nas navada, če nas dejanje pelje v greh, ne, kaj to prinaša v mojemu življenju? Koliko resno ga jaz to vzamem? Koliko pristopim do odgovora ali pa do neke spremembe v življenju? Ne vem, zdaj, ko so popularne skupine Exodusa ali pa Fiat ali pa na druge načine, ne? To je nekaj takega, se mi zdi, na prvi pogled ali pa na splošno za družbo krutega, odštekanega, odpilanega, nekaj, kar je nerazumljivo marsikomu, ampak po drugi strani se pa vidi, kako se to širi. Kako hrepenimo po izzivih, ki zahtevajo od nas, da pokažemo moč, da pokažemo, da imamo življenje v sebi. Ne? V tej mlačnosti malo družbe, ki jo včasih zaznavamo v smislu, politika brez veze, itak se ne da na področju spolnosti nič narediti, itak tudi v odnosu do tega celostnega pogleda, pač tukaj prevladujejo zdaj teorije spola in to. Potrebujemo izzivov, ki smo jih vredni. Potrebujemo, da dejansko dajemo smisel našemu življenju, ne z nekimi preprostimi
odgovor, nič nemam proti preprostosti, ne z nekimi pavšalnimi odgovori, ki ne celostno odgovarjajo, ampak s tistim, kar nagovarja naše srce v polnosti, v to hrepenenje, ki ga nosimo v sebi vsi v bistvu. In nosimo ga v sebi, zakaj? Spet, če se vrnem na začetek Svetega pisma, ker smo ustvarjeni po Božji podobi. Ker je ta zapis v bistvu, kdo smo, jedro naše identitete izhaja od Boga. In tukaj se mi zdi je Sveto pismo od začetka do konca, če tako rečem, tisto, ki nas nagovarja v korenine, v srž. Od visoke pesmi naprej, ki se ne boji te čustvene plati, tega hrepenenja, tega erosa, poudariti, izraziti kot nekaj pozitivnega, kot del našega stvarjenja, tega, kdo smo, do Jezusa, ki zelo konkretno postavi na tem področju jasno smernico, in seveda te začetne faze, ko spoznavamo v bistvu, kdo smo, prav prek tega, kako smo ustvarjeni. Ne? Ker v končni fazi jedro naše identitete se skriva v tem, da smo ljubljeni Božji sinovi in Božje hčerke. Ja, dejansko že v prvi Mojzesovi knjigi, ko sta Adam in Eva ustvarjena, bila sta naga, ampak jo ni bilo sram. Je Bog drugače zastavil spolnost, na drugačen način, kot nekaj lepega, kot nekaj polnega, kot izraz, kot dopolnitev te ljubezni med njima. Ker sta Eva kot ustvarjena iz rebra, iz kosti, ki je najbližje srcu, je ljubezen v začetku postavljena med njimi. Čudovito. In seveda Jezus Kristus, tja bo tudi, če prišla, morda bi se še malo zadržali v stari zavezi. Jezus Kristus, ki se je utelesil, ki je prevzel telo in ga s tem posvetil, pokazal, da je dobro biti v telesu, da telo naj nekaj slabega. Cerkev se mi zdi, moramo priznati, dolgo časa zavrača, to telesnost ali pa zgolj telesnost zavračala. Seveda se je trudila postaviti v kontekst sakramenta, svetega zakona, ki je eno varno zavetje, ampak dolgo časa ni bila uspešna. Kdaj se je pa drastično spremenilo? Je retorično vprašanje. Se z Janezom Pavlom II. Vi se doste, Inštitut Integrum, v bistvu dosti črpa iz te zakladnice Janeza Pavla II. Ja, dejansko tukaj tudi v prvi vrsti najo ženo je nagovorila prav teologija telesa, tako kot imenujemo te spise, večinoma srednjih katehes, ki jih je Janez Pavel II. Ob nastopu svojega pontifikata nekako začel izdajati in ki jih danes poznamo pod skupnim pojmom teologija telesa. In tukaj je on naredil, v bistvu je spisal v tem delu, če tako rečem, je spisal več o spolnosti z vidika krščanstva nasplošno, v bistvu, kot je bilo prej v celotni zgodovini. No. Tukaj je bilo malo takega strahu, po moje, pred to nemočjo po eni strani, po drugi strani pa se mi zdi, je bilo to sveto spoštovanje, ki ga danes ne razumemo, verjetno. In ne govorim, da je bilo v preteklosti slabše ali pa da zaradi tega ljudje niso mogli tako polno živeti. Čeprav verjetno ob kakšni poplavi janzenističnih napotkov ali pa miselnosti je znalo biti na tem področju res zelo, zelo zahtevno. No? Ampak teologija telesa, Janez Pavel II. Pa tukaj res se mi zdi prinaša en tak eksplozijo celostnega pogleda na to področje, ki se naslanja in ki črpa v bistvu prav v Svetem pismu. In tukaj, kar je zanimivo, je, da on začel pisati to, razmišljati približno istočasno, ko je začel Hugh Hefner razmišljati o tej, kako bi on osvobodil to žensko telo tudi prek kasnejše potem revije Playboy in veliki meri seksualne revolucije. Prispevka k seksualni revoluciji, tako je, ja. Ja, mislim, da je se Bog skozi celo tudi staro zavezo zelo jasno hotel postaviti, oziroma, kako rečem,
nagovarja me zelo, da recimo v stari zavezi, ker se ljudje dosti se očiščujejo, ogromnega očiščevanja, in primarno se očiščujejo, ko gre za bistvene stvari v življenju. Recimo, ko žena rodi, postane nečista, ko ima cikel, je nečista, mož, ki ima nočni izliv, postane nečist. Če se kdo dotakne mrliča, ali pa če kdo bil v stiku z mrličem, je postal nečist. Pravi, te momente, ko gre za spolnost, ko gre za rodovitnost, biti oče, biti mati, ko gre za življenje in smrt, takrat so postali nečisti in so se mogli očiščevati. Se pravi, so mogli priti nazaj v stik z Bogom, neko pot narediti, da so prišli v stik z Bogom, ker so te stvari prevelike, da bi jih mi obvladovali. Ne. Zdaj v 20. stoletju se mi sploh zdi drastično videti, kaj se zgodi, ko človek hoče obvladovati življenje, ko hoče obvladovati smrt, rojstvo, spolnost, je masakr, nastane masakr. Ja, tukaj se mi zdi dosti pomembno sporočilo prav za naš čas, ker daje ta pogled, tako kot si ti opisal, no, se mi zdi, to duhovno dimenzijo vzpostavlja v konkretnost življenja, vsak dana. In tukaj se vemo vsi, pač večini nam daje smisel življenje, ki ima povezavo s spolnostjo. Ne? Zakaj se poročamo, zakaj tako skrbimo in crkujemo po noči, ko otroci jočijo in to. Ta rodovitnost, ne, pa naj bo v vlogi mam in očetov, ali pa v vlogi duhovnih očetov, duhovnih mater, je nekaj, kar nekako pelje, podpihuje, nekako plamti ta naš smisel življenja. In tukaj, to gre za ogromne količine energije, pa ne govorim samo o hormonski energiji, ki jo moški z testosteronom sploh občutimo, se mi zdi, ampak za energijo, ki je tako celostno prežema naša življenja. In tukaj s to energijo se zelo hitro zgodi ena od dveh stvari, se mi zdi. Ali nekako jo pojanzenistično ali pa kakorkoli že želimo zatreti, zapirati, da ne bi slučajno kje bruhala ven na neprimeren način, ne? Ali pa rečemo, tak sem, pač ko bom nekaj čutil, bom to naredil, ne? In pač, ker vseeno to kulturnih norm imamo, da če vidim lepo žensko na ulici, jo ne bom naskočil, kaj naredim danes? Ja, pač s telefonom lahko grem prvi WC pa gledam pornografijo. Ne? Tako, in tukaj je res izziv iskati to pot, v bistvu, kako usmerjati to ogromno količino energije, da ne eksplodira, ne, po eni strani, in po drugi strani, da je ne zatiram, da jo znamo usmeriti tja, kjer čutim svoj smisel življenja. No? In se mi zdi, ko uspemo najti to pot in to usmeritev, potem pa lahko vstopamo v ta stavek, ki mene večkrat nagovori, da se prepustimo Bogu, da ga poslušamo in da stopamo na pot, ki jo je on nekako pisal zame. Tako se mi zdi zelo dosti resnice v tistem stavku. Bog ima zate večje načrte, kot jih imaš sam s sabo. In tukaj me res nagovarja, zdaj, kako usmeriti naše motorje, to našo energijo, da bo šlo v smeri proti Bogu, ne pa kar nekam pobezljano, pa da si bom priznal, kaj nosim v sebi, kdo sem jaz, da sem tak, kot sem, čudovito ustvarjen. In tukaj se mi zdi še vedno, kljub tej čudoviti sliki, sporočilu, ki ga je papež Janez Pavel II. Podal s teologijo telesa, imamo izzive, imamo kristjani tukaj dostkrat, ne bi rekel zvezane roke, ampak premalo posluha Svetemu Duhu ali pa možnosti upanja, da bi dobili res odgovor, ki bi zadovoljil konkretno situacijo. Tako, se mi zdi, ob statistikah, ki jih vidimo, ali pa ob običajnemu
navdušenju družbe do, ne vem, pornografije, do stvari, ki se zdijo večino normalne, se mi kar malo pogreznemo ali pa sprejmemo, ja, se pač tako je. Ne? In tukaj se mi zdi, da smo poklicani k veliko večjim stvarem. Gregor Češin, prerok današnjega časa, je rekel, svoboda ni v tem, da delam, kar hočem, ampak da ne delam tistega, kar nočem. Ko sem se pripravljal na ta pogovor s tabo, sem malo pogledal po pač teh dnevnih časopisih oziroma teh spletnih portalih, kakšen je odnos teh medijev, mainstream medijev do pornografije, večinoma, to, kar se rekel, ne, odprt, kako je nekaj dobrega, da naj nič narobe, sej noben me nič ne škodem, ne, sej nič narobe. Ampak sem pa zapisal majs o nekaterih, ki mislim, da so niti verne, ali pa tako neke znane ljudje, pa vseeno se zavedajo neke katastrofalne oziroma neke negativne plati pornografije. Kaj je torej narobe s pornografijo? Zakaj je to najdobro za nas ali pa za druge, za svet? Ja, hvala. Prva stvar mi je tako, mi ful odzvanja, ker sem tudi sam zdaj vstopil v nov krog Exodus 90, izzivam in je res dragoceno mi vedno znova odkrivati, kaj je tisto, kar nas dela nesvobodne. Kaj je tisto, čemu res ne morem reči samo z mislijo, ok, tega pa 90 dni ne bom počenjal. To je to. Če poslušate, pa se sprašujete malo, imate probleme s tem ali pa s čim drugim, lahko si postavite ful preprosto tako, izziv, vprašanje. Zdaj se odločim in samo z odločitvijo 90 dni ne bom gledal televizije, ne bom jedel čokolade, ne bom, karkoli, kar čutim, da me ne izpolnjuje ali pa da ni prav najboljš tisto, kar želim. Ne? In podobno je pri pornografiji. Ne? Če želite dobiti odgovor, zdaj 90 dni ni terapevtsko ali pa znanstveno, medicinsko utemeljeno, da preverite, ali ste zasvojeni ali ni. O zasvojenosti se govori takrat, ko začne vplivati na različna področja, na bistvena področja našega življenja in na teh področjih ne napredujemo, ampak začnemo nazadovati. Če zaradi gledane pornografije peša moja vloga očeta, sem slabši mož, sem v službi manj prisoten, športno zapostavljam svoje zdravje, telo, potem že lahko govorimo o eni obliki nezdrave uporabe oziroma o vidikih zasvojenosti. Zdaj, kakšne stopnje zasvojenosti tukaj poznamo različne, ampak se ne bi toliko spuščali v to. Problem pornografije, če pa gremo zdaj tukaj malo poglobiti, je v prvi fazi, tako kot si rekel, Luka, recimo največji forum, ki se ukvarja z bojem proti pornografiji, je NoFap svetovni, ki v bistvu združuje ne samo katoličane, ne samo kristjane, ne samo verne, ampak vse ljudi, ki čutijo, da tukaj je en problem, da jih dela nesvobodne. In tako zelo poudarjajo, da je zgodba v ozadju, ki ni vezana nujno samo na religijo, pa utemeljuje slabost pornografije. In tukaj je en od bistvenih vidikov v splošnem, ki je problematičen, zasvojenost. Vidik zasvojenosti, ki se ga dosti enostavno tudi dokaže. Pornografija spada med nekemične zasvojenosti. Zakaj? Zato, ker z njeno uporabo zelo hitro pri večini ljudi prihaja do povišanih teh stopenj dopamina, dopaminskih vrhov, ki vodijo potem do znižanja. In zdaj, če si predstavljamo dopamin kot tisti hormon užitka, vsi imamo v krvi. In zdaj, če imamo tisto stalno, bazalno raven dopamina nekje malo bolj visoko, pomeni, da smo bolj navdušeni nad življenjem, pomeni, da se lažje lotimo stvari, da bolj z optimizmom zremo v življenje. Zdaj, če imamo malo nižje, smo včasih malo bolj zadržani ali pa nazaj. Nič od tega ni narobe. Ampak pri stvareh, ki povzročajo zasvojenost, pride v hipu do močnega povišanja nivoja dopamina v krvi.
takoj za tem povišanjem pa sledi padec potem. In padec nas potem vrže ne na isto raven, kot smo bili prej, ampak malo nižje. Torej, kasneje po tej uporabi, ne gre samo za to, recimo, ko kdaj govorimo ti, ki se trudimo biti verujoči, da ob ogledu pornografije potem občutimo sram, krivdo, nam je bed, tako, ker smo grešili. Je duhovni element tukaj, ampak ga podpira, tukaj spet ta celostnost se mi zdi dragocena, ga podpira tudi dejansko naša sestava telesa, naša fiziološkost. In seveda, ko potem pade ta nivo, ko smo bolj v bedu, ko nam je bolj smotano, kaj bomo iskali? Spet bomo iskali tisti trenutek, ko bomo se počutili spet navdušene, spet malo bolj polne življenja, ne? Vsi, roko na srce, pri čokoladi je malo manjši efekt, ampak lahko pride do podobnih stvari. Ne? In ne nazadnje pri kokainu, heroinu, gre tako za kemične zasvojenosti, kot za nekemične zasvojenosti. Ne? Ozadje, fiziološko ozadje delovanja našega telesa je zelo, zelo podobno. In ker pornografija sproža ta proces v našem telesu, se potem prišteva med dejavnike zasvojenosti oziroma med možnost za zasvojenosti. In tukaj je v bistvu eno od takih zelo fiziološko-medicinskih stvari, ki nam pravi, da pornografija ni v redu, da ne dela našega življenja bolj polnega, da nam ne pomaga k svobodi, k temu, da dejansko bi se jaz odločal na podlagi razuma, ampak da me zasužnjuje. Da tukaj ne postajam več jaz, ampak nekaj drugega, nekdo, ki se nima v oblasti. Tukaj, morda še zaključim s to mislo, tukaj je še toliko večja problematičnost pornografije, ker je tako zelo široko prosto dostopna in ker danes otroci v osnovni šoli imajo že po večini pametne telefone in imajo z 2 klikoma v bistvu dostop do najbolj trdih pornografskih vsebin, ki nimajo zmožnosti, toliko velike zmožnosti, kot jo imamo mi, ki smo odrasli, reči temu ne. Tukaj je ta velik problem, no, ker naš prefrontalni korteks, ta sprednji možganski čelni režim, je do konca razvit in naj bi bili razumska bitja in se lahko odločajo na tej podlagi, medtem ko 12, 13, 14-letnik, pa mlajši, oni pa se ne morejo. Oni tudi, če čutijo v sebi, da ni prav, če to vzbudi v njih nek val čustev, energije, hormonov, pri njih so ti možgani tisti, ki imajo glavno vlogo odločanja. In če enkrat dobiš človeka v zasvojenost v tej fazi, ga pol držiš in uničuješ življenje v najbolj, v zelo pomembnih letih. No, tako. Ja, tu je problem nekemične zasvojenosti, tu, kar recimo konkretno v primeru pornografije, nek kokain, se mi zdi, da po 6 dnevih gre iz telesa, mislim, da THC po kakšnem mesecu se zadrži. Pornografija je pa fenomenalnost naših možganov, da se nič ne pozabi, da te flashbacke lahko pridejo kadarkoli. Zavedno, ja. Tukaj se tudi potem ne govori o zdravljenih odvisnikih od pornografije, ampak o abstinentih, tisti, ki so res hudo zasvojeni bili. Ne. Tukaj je, ker vsako dekle na ulici, ki jo lahko srečaš, ali pa v trgovini, je lahko sprožilec za en prizor, ki si ga ti gledal v preteklosti in v bistvu te spet preplavi tisto občutje, tisti spomini in tako naprej. No. Tako da... Ja, morda tukaj je eno vprašanje, ki je malo povezano s tem. Moja izkušnja s pornografijo je tako, da v bistvu jaz se zelo dobro spomnim, da sem prvič videl trdi pornografski prizor. To je bilo v 3. razredu osnovne šole. Sem bil že zelo napreden za tiste čase, ker še ni bilo interneta, ampak so bile VHS kasete. In smo tam z vasi, nas je bilo nekaj fantov, prijateljev, sošolcev in nas je en povabil in tako rekel, pridite k meni, sem dobil nekaj od očeta. In nismo imeli pojma, kaj je in pol naj pokazal pač to kaseto. Ne vem, ne spomnim se kaj. Jaz imam malo tukaj prednosti, ker dejansko sem pozabljiv ful na vseh področjih. No? In tudi ti prizori dejansko me ne tako, kot bi pričakoval, zasužnjujo ali pa lovijo zdaj.
Ampak spomnim pa se tako feelinga, ko smo bili tam, se čudno gledali, tam boljci, nismo vedeli, kaj bistem, sram nas je bilo tako, vsi smo se malo hihitali, ampak to je bilo to. No. Potem, ko je prišel pa internet, se je začelo pa raziskovanje, tudi zaradi tabuizacije teh tematik z področja spolnosti, verjetno, predvsem pa zaradi tega, ker sem odkrival to področje spolnosti in jaz bi rekel, da sam nisem izkusil proti tiste najhujše stopnje zasvojenosti, ker nisem potem terapevtsko ali na ta način izhajal ven iz tega, ampak so rane z tega področja predvsem prizadele odnose z mojimi bližnjimi, najbolj z dekleti, s katerimi sem bil v odnosih, v zvezah. No. To zdaj reflektiram za nazaj. Vsi takrat se tega niti malo. Vsaj ozavestil nisem v polnosti, to zagotovo ne. Ampak je pa bilo tako, da je bilo enih ogromno zlomljenih src, enih ran, enih lažnih občutkov, enih tudi tako čustvenih ali pa drugih izsiljevanj in potem pri meni je tista iztaknitev očesa v bistvu mi je predstavljala neko radikalno spremembo enega določenega časa v življenju, ko sem hrepenel in potem tudi šel na misijonske tabore za 2 meseca, tako najprej v Peru, potem v Afriko, potem na Tajsko in to so bile taki odmiki v bistvu, ki so mi pomagali nekako resetirati, pogledati bolj jasno in potem tudi korakati po poti, za katero sem čutil, da me osvobaja in na katero me kliče tudi Bog. Kar povedi. Spomnil sem se samo to, ker si ti prej omenil, koliko časa traja, pa ker je tudi tukaj v vprašanju malo v tem smislu. Pri pornografiji običajno te, ki spremljamo, govorimo o različnih stopnjah te potem izhajanja ven. In v teh začetnih 90 dneh gre običajno za to, da neko obnašanje spremenimo, se pravi fizično navado, ne vem, da ne hodim več na WC s telefonom, da računalnik si prestavim v skupno sobo, da si dam neko programsko opremo, zaščito, da mi pomagajo te stvari, navade, dejansko fizično moje obnašanje spremeniti. Potem druga stopnja je, ko navade nekako obvladujem, da na čustveni ravni začenjam jaz drugače doživljati, drugače dojemati ženska telesa, da jih ne vidim kot koščke po predmete in ne razmišljam vedno o tem, kaj bi kaki delal, ampak da se trudim videti celostno sliko. In to traja potem kar več mesecev, lahko tudi več let, ker tukaj gre za preoblikovanje nekih vzorcev, ki so globoko vtisnjena v naš način dojemanja sveta. In potem zadnja faza je, ki nam spreminja potem nekako smisel, to duhovno komponento, da dejansko vstopamo v dimenzijo tega, kdo smo, tudi v odnosu do Boga, do samega sebe. Vidite, vsaka zgodba tukaj je drugačna, je različna, ampak tukaj to je tek na dolge proge, to ni šprint, izhod iz tega. Zdaj sem videl, da se že vmajs tudi odgovoril na neko vprašanje, pa bi spodbudil poslušalce, soudeležence pri tem zločinu, da napišejo vprašanja, ker je že vmajs, tudi jaz prilagodil temu primerno dolžino tega najnega pogovora. Svetopisem skupaj tle zdraven naložil tu, da dojemanje čistosti, ki jo nova zaveza pred s Kristusom ne dojema več kot nekaj čisto, nečisto, da nova zaveza prinese predvsem drugačno pojmovanje. Ko govori nova zaveza o čistosti, govori o čistosti bolj v kemičnem smislu, se pravi, tako kot je čista voda ali pa čisto zlato, se pravi, čisto brez drugih primesi. In je
čisto srce, ko govori o čistem srcu, blagor čistemu srcu, se mu govori o tistim, ki imajo enotno srce, katero srce ni razdeljeno na 300 ali pa razdrobljeno na več stvari. Zdaj omenil sem nošenje telefona v stranišče, pa računalnik v skupne prostore. Koliko pa ima ta privatnost, ta skrivnostnost, moč pri zasvojenosti? Koliko tu še podkrepi zasvojenost? Ja, ogromno, po mojem. Tukaj doskrat rečemo, da je pornografija dokaj razširjena, zato ker temelji na teh 3 stebrih anonimnosti, dostopnosti, pa možnosti široke uporabe. Ker če pogledamo, pornografija danes je nekaj popolnoma drugega, kot je bila 20-30 let nazaj, ko si moral iti kupiti tisto anteno ali Playboy ali karkoli v kiosk, pa sram te je bilo, videli so te, denar si moral dati. Danes je pornografija brezplačna, pač dostop do Wi-Fi-ja ali pa tiste ogromne količine podatkov ima praktično vsak. Drugič, včasih se moral pokazati, vsaj tam v kiosku ali pa v enem na Petrolu, ali to so morali, nekdo je moral videti. Je bilo težje se razkriti. Pač danes se skriješ nekam, imaš pri sebi telefon in nihče ne ve, kaj ti delaš. In tretjič, dosegljivost. Najbolj trdi erotični prizori, ki so še audiovizualno podkrepljeni, kar včasih ni bilo in to še toliko bolj potem prinaša močne impulze v naše možgane. To je tretji steber, zaradi katerega je danes pornografija tako široko razpredena, razsežena, prisotna dejansko v družbi. In tukaj se mi zdi, tukaj to, kar si postavil ti vprašanje, ki je vezano tudi na osamljenost, na samoto ali pa na skrivnost, je nekaj, kar dela pornografijo toliko blazno razširjeno, po mojem mnenju. Ker ko živim z nekom v močnem intimnem stiku, ne morem drugače, kot da mi on ves čas postavlja zrcalo. Kakorkoli mi že gre na živce, jaz se ob njem brusim, rastem, prek njega mi Gospod govori. Ne samo o tem, kdo je on, ampak tudi o tem, kdo sem jaz. In itak, da mi to tudi gre na živce, in itak, da je to tudi naporno in težje. Ampak po drugi strani je pa nekaj, kar me ves čas spodbuja, da rastem. Je nekaj, kar v bistvu meni pomaga, da postanem boljši človek, da odkrivam Boga v konkretnih situacijah v življenju. In po drugi strani je kontra, bolj kot sem jaz samozadosten, bolj kot se čutim, da je cool, da sem to, kar sem in ne rabim nobenega drugega, bolj je potem zaprtost v ta lastni svet, iz katerega ven ne vidim in ne morem cele slike pridobivati, ker se vrtim okoli lastnega središča. In tukaj pornografija danes je zelo, zelo pot, ki stremi k temu. Plus ta občutek sramu, krivde ali pa nekega padca, ki sem ga prej omenil tako na čustveno-hormonski kot na tudi duhovni ravni, je nekaj, kar ta zid odebeli okrog nas, ga utrdi in ga v bistvu potem nas ta sram zapelje v začaran krog. Je še toliko težje izstopiti ven. In tukaj, dokler se ne odpremo na tem področju, dokler nimamo nekoga za tako imenovanega accountability partnerja ali pa nekega spovednika rednega ali pa neko osebo, ki je terapeut in nas spremlja, tukaj je zelo težko ali pa nemogoče bomo sami prišli ven. Sploh, če smo v tem zaprtosti toliko vezani na to lastno moč in če tukaj se nam zdi, da če smo sami zabredli, sami moramo priti ven, se mi zdi, da je Kristus nova zaveza, ki si jo izpostavil prej, nekaj, kar nam daje drugačen odgovor. Kar nam daje odgovor, da je Jezus tisti, ki v bistvu pristopa tukaj in ki nas vabi, da taknemo svoj prst v njegovo rano, da si postanemo intimni prav z našo ranjenostjo in da pustimo, da tudi on pristopi do naše rane in tako vstopi v naše srce. Tukaj se mi zdi tisti, tako bom malo morda
grdo zvenelo, ampak resno mislim, tukaj se mi zdi tista pozitivna lastnost pornografije, da pokaže našo nemoč, prek katere lahko Jezus vstopi in naredi vse na novo, tudi v našem življenju. A je pornografija problem torej, samo moških, ki ne morejo obvladati svoje spolne sle, pa je tako? Tako, morda odgovorim na kratko, da ko smo pred slabima 2 letoma začeli pri Integrumu prav s profesionalnimi programi za pomoč osebam, ki imajo probleme na področju pornografije, smo kmalu v eni fazi imeli več ženskih uporabnic teh programov kot moških. Tako, je presenetljivo in ne, trenutno ni situacija taka, imamo več moških, ampak je pa zelo prisotno in se mi zdi tako, če kaj bi želel sporočiti, da to ni problem samo moških. Tudi, ne vem, če je med poslušalci, gledalci kakšna punca, kakšna žena, ki ima s tem probleme, ni osamljena. Po raziskavah bolj ali manj polovica žensk danes v zahodni družbi v določenem obdobju življenja ima problem z prevelikim pa z celo zasvojitvenim elementom gledanja pornografije. No. Pri moških so ti odstotki malo višje, ampak pač tako, malo se hecam, zato ker višje, kot so v raziskavah, meri bolj ali manj ne gre. Ne. Ampak je pa dejstvo, da je v porastu tudi pri ženskah zloraba pornografije. In tukaj nas vse osamlja. No? Tukaj nas vse osami, to, kar smo govorili prej o odnosih. Nasprotje tega gledanja pornografije in to ni zdaj popolno čisto življenje, tako kot si prej rekel, ne, to staro zavezno umivanje, spoved in zdaj živim in sem zmožen čisto živeti, ne past. K temu nismo poklicani, to ni bistvo. Ne? Nasprotno je, da vstopamo intimno v odnose z bližnjimi, v realnost, ki nam je dana tukaj, da osebe, ki je poleg mene ne predmetim, da se jo trudim videti v celostni lepoti, tudi zunanji lepoti, ampak ne samo to. Ne. To je samo delček tistega. Pornografija res, kot se rekel na začetku, pokaže premalo in zlorablja predvsem na tem nivoju. Ne gre za to, da bi pokazala preveč. Ja, in tudi kot duhovnik z izkušnjo spovedovanja, lahko rečem, da tu stvar, ki se losaš z eno spovedjo. To je en dolgotrajen proces, ki dokler ne začnemo vključevati odnos, dokler ne začnemo vključevati vsega, kar smo, ne bomo vam prišli. Še tu, preden grem na vprašanje, še en mit, se mi zdi zelo razširjen, je to, da se s pornografijo s tem nobene ne škode. Se je zastojn, se te igralce, ki so notri, oni se tu želijo, oni uživajo tam, se ne nobene škode. Kaj je resnica? Ja, delno smo že odgovorili prosto osamljenostjo, ne? V prvi vrsti škodim sebi. Ne? Jaz postajam manj svoboden. Če jaz, ne vem, bi rad treniral fuzbal, recimo, pa gledam redno pornografijo, ja, tisti čas ne samo misli, ampak tudi energija in ostalo v bistvu gre tudi na račun tistega, kar je moja želja, moje hrepenenje, moj talent na zadnjem življenju. Drugič, škodim vsem, ki so na teh videoposnetkih. Stvar je sila preprosta. Če noben ne pogleda enega videoposnetka na netu, ga praktično ne bo več. Vse vidite, obstajajo tisti, ki imajo milijone ogledov na YouTube. Obstajajo tisti, ki imajo veliko število lajkov. Notro v nas je položeno to biti prepoznaven, biti viden. In večino pornoigralk vstopa v to industrijo, v ta biznis s tem hrepenenjem, s to v bistvu lepo željo biti ljubljena, biti prepoznana. Ne?
Ampak to se zlorabi v nekaj popolnoma drugega. Ampak tudi jaz, ko gledam nek prizor s to porno igralko, sem pridružen temu, ker itak da štejo oglede in vse ostalo in služijo od oglaševalcev, če ne drugega. In na tem področju prispevam k tem, da ta industrija raste, gre naprej. To je druga stvar, zakaj škodi to. Tretja stvar, v odnosu do bližnjih, kot sem prej rekel. Ni variante, da po predmetenju, ki ga doživljam ob pornografiji, bom zmožen svoji prijateljici normalno pogledati v oči in z njo spregovoriti kot z osebo, ki je ustvarjena po Božji podobi. In četrtič, pornografija, to, kar smo že prej rekli, fiziološko fizično spreminja sestavo mojih možganov, poti, jaz ne samo na drugih področjih, ne samo na odnosih z bližnjimi in do samega sebe, tudi v tem iskanju, dojemanju smisla Boga se jaz zapiram. Jaz se čutim tako, ne vem, kot spet svetopismo in zgodbo iz raja, če vzamemo, ne. Zavedala sta se, da sta naga in sta se skrila, sram jo je bilo. Ne. Tudi mene po padcu je sram pred Bogom. Ne. Sram je, da bi se pokazal v tej svoji ranjenosti. Ne. Tako da na res na teh praktično vseh nivojih življenja, predvsem pa na področju odnosov, pornografija uničuje, razdvojuje, tukaj je ta luciferski efekt hudičev, in v bistvu uničuje to življenje, to lepoto, te talente, za katere sem bil ustvarjen. No. In tukaj morda, ki sem se spomnil, Luka, ne samo, da ni problem samo moških ali pa samo žensk, tudi posvečenih, tudi učiteljev, tudi skratka povsod. Tu mi imamo duhovniško skupino, kjer duhovnikom pomagamo tudi postati bolj svobodni na tem področju. Tukaj res smo vsi ranjeni, vsi smo to globoko potopljeni in ne govorim tega zaradi tega, da bi, ne vem, s prstom kazal ali pa če so drugi slabi, pol itak sem jaz še kar dober. Ne, ampak zaradi tega, da se zavedamo, da nismo sami, če imamo s tem probleme. Ne? In tukaj Jezus je prišel klicati nas, grešnike, ne popolnežev. Noben je imun na to, ne. Noben je imun na to zlorabo. Sej, če pogledaš v svetu, kar je Bogu najbolj dragoceno, lahko prepoznamo potem, kaj je najbolj napadeno. Kar se hudi duh najbolj trudijo črn, kar zlorabi. Katja, mislim, da smo že prej sicer delno, da si že prej odgovoril. Katja pravi o tej osebi, ki se zaveda svoje zasvojenosti in se želi znebiti, ozdraviti, pa nima nobenega, s komer bi spregovorila, kaj bi svetoval take osebi. Ja, mislim, večino ljudi je takšnih. Glejte, roko na srce, po raziskavah, ne vem, skoraj 50% pastoralnih delavcev ne bi imelo problemov s pornografijo. Ne. Pri moških, ko smo delali raziskavo v Sloveniji pred epidemijo, je bilo 94% moških. Ne. Tako da to je res zelo razširjeno. Tako da vsak primer je tak, da se oseba boji izpostaviti, boji povedati. In tukaj, kaj svetujem osebi, ne vem, najbolj se mi zdi tako, da je v stiku, postopnem stiku sama s sabo, na silo, ali pa če prigovarjamo nekomu, se mi zdi, dokler ne pride do odločitve, ne bo iskreno prišlo tudi do nekega procesa ozdravljenja, osvoboditve. Tako da tisto, kar pa po moje počasi lahko pomaga na tej poti, pa je prav molitev, izročanje, pa iskanje nekega varnega okolja ali pa prijatelja, bližnjega, s katerim se lahko pogovarjam o težkih stvareh iz mojega življenja. No. Ker res nenavadno je, da prideš k osebi, ki jo prvič vidiš in rečeš, jaz pa imam futbol, res pornografijo, veš tako. Mislim, se ne dogaja. Tako da, ko je en odnos, ena iskrenost vzpostavljena, pol pa v bistvu lažje pride do tega. No, tako. Ali pa, ja,
drug vidik je pa, tako kot pri vseh zasvojenostih, v bistvu, ko oseba pride do dna. Ko ima občutek, da nima ničesar več v življenju za izgubiti, da je v totalnem dreku, potem v bistvu spregovori iskreno in želi izlesti ven. Pandemija, epidemija, sigurno je, si mislim, povečala število uporabnikov. Ja. Kako imaš ti pogledal to? Jaz sem spremljal bolj natančno takrat na začetku, ko se je dogajal prvi lockdown po svetu. Oziroma drugi verjetno, spomladi je bil tisti prvi, jesen je bil pol drugi. In takrat so naredili te barabe od pornografskih lastnikov strani, so dali za še mesec takega premium dostop vsem tako, na splošno, ne? Ker običajno so te strani take, da pač kot ključavnica ti ponudijo krajše videoposnetke, da te pritegne, zanima, da želiš, da hodiš tja, ampak za več ne pa plačaš nekaj, tako služijo. Ne? Vse princip je dosti poznan na splošno v oglaševalski industriji, ampak takrat so pa dali kao, da ljudje zdaj, ko so doma, ne, in ko ne morejo nič drugega delati, ne še več gledajo pornografije. Ne? Takrat je bil porast ogromen. No. Takrat se je opažalo na teh velikih straneh res tako obupno. Mislim, da je šlo za 250% porast časa gledanja, pa že tako je ogromen, no, če ga primerjamo s čimrkoli drugim. Ne. Tako da pandemija je tudi tukaj okrepila. Žal bomo posledice videli, to pravi posledice videli ali pa spremljali na dolgoročno obdobje. Ne. Ja, evo, pogled na uro mi pravi, da se bližava 1 uri. Za konec bi te vprašal še to. Inštitut Integral. Zakaj to daješ? Ja, kot sem prej rekel, no, ker me to napolnjuje, ker v tem vidim smisel svojega življenja. Ker se mi zdi, da je poslanstvo, v kateremu sem poklican, kamor me Bog kliče prav v tem, da prek moje rane, moje bolečine v življenju in tega, kar mi je Jezus pokazal, in tukaj ne odgovorim na to vprašanje, da ne bo kdo rekel, da se izogibam, kakšno vlogo je pri tem imela žena. Žena mi je v bistvu pomagala poiskati ta odgovor cerkve, to teologijo telesa, ki mi je v trenutku, ko v bistvu nekaj časa že, če tako rečem, sem bil čist, ampak takrat me je začel pa polniti z vsebino. No, tako. Ker tukaj tudi spet ena svetopisanska prilika mi je všeč, ko govori Jezus o tem, da če pospravimo hišo in jo pometemo, ščistimo, ne, nič ne pomaga, če jo pustimo prazno, ker se bo prej spet naselili ne samo en hudi duh, ne, ampak jih bo prišlo 7 oziroma še več. Ne. In tukaj je podobno. Tukaj, če je res naš cilj tisto, čist bom, ne, in to je to, bo padec še hujši. Ne. Tukaj se mi zdi, prav teologija telesa mi je v veliki meri dala to vsebino, s katero sem lahko polnil svoje srce in po katerih hrepenim in jo želim poglabljati še danes. Ne delam si nobenih utvar, da tukaj imam vse razrešeno in vse odgovore. In zato v bistvu dvojno je tisto, kar me vleče, no, tukaj, da želim biti aktiven na tem področju. Eno je res to podajanje naprej tega, te lepote življenja, ki sem jo sam okusil, odkril. In druga stvar je, ker mi to pomaga v bistvu na tej poti ustrajati rast. Tako, zelo se poistovetim stavkom, če na področju čistosti ne rasteš, potem padaš. Ni stagnacije, ni variante, da bi rekel, ok, zdaj, to sem opravil in to je to. Premikanje je, ker je naše življenje toliko neka živost, toliko neko spreminjanje sinusoida, da stagnacije ni. Jezus nas želi vroče ali hladne, ne pa mlakuški, ki se usmradijo. Ne? In dejansko tukaj pač postaja tudi, sploh na tem področju se mi zdi, je dosti pomembno to, da rastemo, da iščemo, kako lahko postajamo boljši.
Ta vroč ali hladen je tudi, tako kot gesto letošnjega maratona iz knjige Razodetja, za katero delam reklamo in sploh berite Svetopismo. Evo, čas najin se je nama namenil čas, se je iztekel. Nekaj vprašanj je še ostalo neodgovorjenih. Ali lahko rečem, da te lahko poiščejo preko spleta na Inštitutu Integrum za kakšna takoli druga vprašanja? Da najdejo. Ja, seveda. Ali pa da se vključijo v programe inštituta. Zelo priporočam. Ja, hvala. Saj tudi z Lukom sodelujemo, pa še z Urško, pa tako še s kom, ki je tukaj, ampak ja, res smo veseli. Tako sodelavcev, ki sami prinašajo vsak svojo dopolnitev, tudi svojo rano, ampak tudi svojo odrešenski vidik na tem področju. Kot tistih, ki želite iskati neko pot osvoboditve zdravljenja tukaj. Tako da poiščite nas na spletni strani. Se mi zdi, tako, da res lahko že opogumim, zdaj, ko je toliko ljudi, toliko oseb že bilo pri nas, res niste sami. Res. To je zelo prisotno in tudi tam, ko je bilo omenjena spoved, ali to, predvsem tega poguma nam manjka, no? Tega, da Bog nas ljubi, Bog me ljubi takšnega, kot sem. Kljub temu, kako sem zasral, ali ta trenutek, ali 5 let nazaj, ali kadarkoli. In tudi na področju spolnosti. In tukaj se mi zdi tako res, dajmo mu verjeti, ali pa dajmo v to smer vstopati, hoditi naprej. Če vam lahko pomagamo pri Integrumu na kakšen način, super, drugače pa iščete svoje, povabljeni smo, da vsak išče svoje lastno poslanstvo na svoj način. Bog lone, hvala. Zaključujem z mislijo oziroma spominjam, da je danes praznik spreobrnitve apostola Pavla in da je spreobrnenje in nova pot zmeraj možna. Ne se bati Kristusa, ki zmeraj prihaja v naše srce z resnico in z lučjo, ki razsvetljuje polnost človeka, kakor smo bili ustvarjeni. Zaključil bi pa z molitvijo iz te kartice Inštituta Integrum, ki se mi zdi zelo lepa in jo večkrat molim in tudi marsikomu pri spovedi dam, da jo zmolim. V imenu vseh nas zmolim. Očeta in Sina in Svetega Duha. Nebeški Oče, hvala ti, da si me ustvaril v svoji podobi. Pomagaj mi ohranjati čist pogled in odprto srce, da bom v bližnjih prepoznaval tvoj obraz. Posebej ti izročam vse tiste brate in sestre, v katerih ne zmorem celostno videti templja Svetega Duha. Vodi moje misli, besede in dejanja, da bom gradil pristne odnose ter pogumno odkrival in odseval tvoje ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Sveti Duh, Duh ljubezni in resnice, usmili se nas. Očiščujoči ogenj, usmili se nas. Studenec žive vode, usmili se nas. Hvala vsem. Iskrena hvala vama, res hvala obema, bom rekla kar gostoma, saj sta oba v bistvu dala del svojega pričevanja, res hvala za ta zanimiv večer. Hvala tudi vam, dragi slušatelji, da ste bili z nami. Ob koncu nocojšnjega dogodka vas vabimo še k darovanju. Svetopisemski maraton namreč pripravljamo prostovoljci, v ozadju pa je tudi tehnična ekipa, predvsem Svetopisemske družbe, ki kar nekaj časa posveti, da vse teče tako, kot mora. Tako da bomo hvaležni za vaš dar na spletni strani www.svetopisemskimaraton.si. Imate rubriko Daruj, pa le pogumno kliknite, ni potrebno milijonov nakazati, kakšen evro nam bo pa prav prišel, da pokrijemo vse stroške. Tako da hvala lepa že vnaprej. Pa še povabilo za jutri.
Ravno tako ob 20. vabljeni na delavnico Izkušnja podelitve Božje besede in predstavitev nove zaveze s prostorom. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite. Hvala lepa vsem, želimo vam lep večer in naj vas Božja beseda vsak dan nagovarja in napolnjuje. Hvala lepa in lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.